kratko predstavili zavetišče Horjul. Koliko živali lahko sprejmete, kakšne so vaše kapacitete, katere tipe živali sprejemate, kakšne so zgodbe tako imenovanih horjulčkov in kaj so največji izzivi, s katerimi se soočate. Zdaj, kar se tiče kapacitet, okoli 40 psov pa 60 mačk, oziroma zdaj smo imeli pred kratkim pregled, bomo povečali tudi to kapaciteto, število mačk, ki jih lahko sprejmemo v zavetišče. Zdaj načeloma zavetišče sprejema hišne živali, to so največkrat psi in mačke, potem pa recimo ravno včeraj smo imeli teren, ko smo eno papigo sprejeli, kunci tudi pridejo vsak let, kakšna činčila. Ostalo pa v bistvu niti ni toliko, bom rekel, zaenkrat bilo še zavrženo. Zgodbe so v bistvu vsak let take, da se kar malo zamisliš nad tem, kaj počneš, kaj vse vidiš. Večkrat so, bom rekel, neprijetne kot prijetne. Edina prijetna stvar na koncu vsake zgodbe je to, ko uspeš oddati tisto žival na dom. Do takrat pa v bistvu so tukaj, so naši horjulčki, zanje skrbimo, vsak od njih je tako, kot bi bil naš, in temu primerno to delamo. V bistvu največji izzivi so to, da imaš dnevno vse narejeno tako, kot je treba, ker dan imaš 24 ur, imamo res veliko živali, potem ti pa v bistvu upadajo noter še nepredvidljivo tereni in vse to moraš ti nekako spraviti v smiseln vrsto narediti, da v bistvu prideš čez dan. Zadnje leto smo vzeli, bom rekel, malo princip iz tujine, kjer se vse začne s posvojitvenim vprašanjem. Posvojitveno vprašanje je v bistvu zastavljeno tako, da mi malo zvemo o ljudeh, ki posvajajo, torej kakšne so do sedaj njihove izkušnje, kaj iščejo, česa si želijo, zato da mi pravzaprav vidimo v prvi vrsti, imamo koga od naših vključkov, ki je kompatibilen z njimi. Še ena zahvala z naše strani podjetju Plus kuhinje, ki nas je v bistvu povabilo k eni taki dobrodelni akciji, in sicer od vsake kuhinje pa gospodinjskega aparata bo šel del sredstev za horjulčke. Nam bo to v bistvu marsikakšno skrb odnesel in se bomo še v toliko večji meri posvečali oskrbovanju naših horjulčkov. Torej res najlepša hvala.